Dovolite, da vam predstavim predlog zakona o gradnji prioritetnih odsekov železniških prog v Republiki Sloveniji, ki ga je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vložila v državnozborsko proceduro. Za ta korak smo se odločili, ker menimo, da je čas nacionalnih programov mimo, da imamo za to vse potrebne zakonodajne podlage, od zakona o železniškem prometu do zakona o varnosti v železniškem prometu, kot tudi resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih, ki jo je sprejela še prejšnja vlada, kot tudi odlok o sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki je bil sprejet pa še za časa predprejšnje vlade. In po enem letu tudi ugotavljamo, da se razen deklarativnih premikov ni zgodilo praktično še nič, namreč v prostor ni umeščena niti ena trasa od bodočih železniških prog in seveda menimo, da gre za tak zaostanek, ki potrebuje nujno ukrepanje. Menimo pa tudi, da, kar smo posebej zapisali, da gre za gradnjo odsekov železniških prog, ki so gradnja v javno korist, ki je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Zato je to prav, da te prioritetne odseke, ki so v zakonu, definiramo tudi z zakonom. Ne jih na kratko samo omenim. Torej, to so vse proge, ki potekajo v 5. in 10. koridorju. Koper, vozlišče Črni Kal-Divača, Divača, vozlišče Črni Kal, državna meja z Republiko Italijo, Divača-Ljubljana, Ljubljana-Zidani most, Zidani most-Dobova, Zidani most-Maribor, državna meja z Republiko Avstrijo, Pragersko-Hodoš, državna meja z Republiko Madžarsko, Ljubljana-Jesenice, dvotirna proga, vključno s povezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Vse te proge naj bi se gradile kot dvotirne elektrificirane proge z hitrostmi 160 km/h in pa z sodobnimi signalno-varnostnimi napravami, ki omogočajo povezljivost v mednarodno železniško omrežje. Ker pa je eden izmed ciljev zakona tudi, da se Slovenija z železniškim omrežjem poveže tudi notranje, so uvrščene med prioritetne odseke železniških prog, tudi odseki Ljubljana-Grosuplje-Kočevje in nadaljevanje povezave do Črnomlja, Celje-Velenje-Dravograd, državna meja z Republiko Avstrijo, Lendava-Murska Sobota, Jesenice-Rateče, državna meja z Republiko Italijo, Poljčane-Slovenske Konjice-Zreče, Ljubljana-Vrhnika in pa Kranj-Tržič. Te povezave se seveda uredijo in zgradijo z ustreznimi tehničnimi parametri. Torej, zakon določa tudi roke za njihovo dokončanje. Rok za dokončanje projektov in izgradnjo prog na 5. in 10. koridorju je konec leta 2023, konec izgradnje vseh odsekov pa konec leta, se pravi 31.12.2030. V zakonu je predvideno tudi način pridobivanja virov financiranja. Za ta namen naj bi se v proračunih od leta 2012 naprej namenjalo najmanj 0,9% bruto domačega proizvoda na posebni proračunski postavki. To v tem trenutku pomeni po oceni Umarja najmanj 342,5 milijonov evrov na letni ravni. Viri financiranja so pa, kot rečeno, poleg proračuna še zadolževanje, evropska sredstva, izdelal sredstev tudi cestnin, ki bodo pobrana za tovorna vozila,
lahko tudi iz sredstev zagotovljenih na podlagi javno-zasebnega partnerstva, morda tudi lokalnih skupnosti, seveda z zakonodajo, ki ureja to področje. V zakonu je tudi predvideno, da vkolikor se potrebuje za zadolževanje poroštvo, se to uredi z posebnim zakonom. S posebnim zakonom se pa za vsak železniški odsek lahko določena vprašanja uredijo tudi s posebnim zakonom, vse s ciljem, da se v rokih, ki so postavljeni, železniško omrežje v Republiki Sloveniji tudi zgradi, tako kot je to navedeno v tem zakonu.